spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, gospa Nataša v studiu TV Slovenija, vsem skupaj lep pozdrav na ta res deževen dan. Po dobrih 2 mesecih, ko ste otroci, učenci, dijaki in seveda starši uspešno vzpostavili šolanje na daljavo in od doma, nam trenutno ugodni zdravstveni podatki o epidemiji kažejo, da se zaenkrat lahko počasi in previdno vračamo v šolske klopi, ki omogočajo še bolj oseben in neposreden prenos znanja iz učiteljev in vzgojiteljic na učence. Vzporedno in hkrati s tem je seveda potrebno misliti tudi na varno delo vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev, profesoric in profesorjev ter vseh ostalih podpornih delavcev v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah. Na pot ponovnega odpiranja se postopoma že podajajo tako države v Evropi, kot so Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Luksemburg, kot tudi drugje v Avstraliji, na Japonskem in Kitajskem. Povratek v šolske klopi, vsaj za določen del populacije, tehtamo Belgija, Grčija, Avstrija in tudi Slovenija. Medtem naša soseda Italija še vedno ostaja zelo zadržana. Vlada trenutno v tesnem sodelovanju s stroko preučuje možnost odprtja določenega dela izobraževalnih ustanov za ponedeljek 18. maja. Medtem ko smo včeraj že predstavili strokovne nastavke za zagon izobraževalnih procesov, bomo danes naslovili še dodatne dileme in rešitve, ki jih razvijajo pri tem delu. Vlada bo končno odločitev o vrnitvi nazaj v vrtce in šolske klopi na osnovi priporočil strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje sprejela do konca tega tedna. Danes sta z nami direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Vinko Logaj, ter vodja strokovne skupine, strokovne svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, profesor dr. Bojana Beović. V luči odpiranja vzgojno-izobraževalnega procesa v Sloveniji najprej k besedi vabim direktorja Zavoda za šolstvo, dr. Logaja, ki bo danes predstavil načrte in delovanje zavoda, ki bo vodilo v varno odpiranje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, glasbenih šol ter dijaških domov. Želim pa posebej opozoriti, da tokrat predlagam, da naša oba gosta odgovarjata na vprašanja po koncu svoje predstavitve, tako da bi lahko vsak drugega dopolnjevala in da bi ta naš pogovor oziroma izmenjava pogledov potekala čim bolj vsebinsko. Dr. Logaj, prosim za vašo predstavitev. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Uvodoma mi dovolite, da predstavim nekaj temeljnih nalog Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Torej, naše osnovno poslanstvo je vsebinska priprava in spremljava učnih načrtov za predmete v splošno-izobraževalnih programih, to je v vrtcih, v osnovnih šolah, v gimnazijah in za splošno-izobraževalne predmete v programih poklicnih in strokovnih šol. Zelo pomembna naloga pa je podpora vzgojiteljicam, učiteljem in učiteljicam ter ravnateljem in ravnateljicam na področju izvajanja kurikula v vrtcih ter predmetov in programov v osnovni šoli in gimnaziji. Pri splošno-izobraževalnih predmetih, pa tudi v nižjem poklicnem izobraževanju, srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju. Pomembno je, da ves čas delovanja usklajujemo tudi aktivnosti z resornim ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
z ravnatelji, ki so neposredno vpeti v organizacijo šolskega dela in z učitelji, ki so neposredno angažirani pri delu z otroci oziroma učenci v šolah, dijaki v srednjih šolah in pa otroci v vrtcih. Morda nekaj primerjalnih podatkov od 16. marca, ko smo začeli v Sloveniji z izobraževanjem na daljavo, pa do današnjega dne. Torej, če pogledamo skupno število zaposlenih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, je vključno z vzgojiteljicami in vzgojitelji v vrtcih teh več kot 35 tisoč. Štel sem tudi pomočnice vzgojiteljic. V tem času smo za teh 35 tisoč strokovnih delavcev izvedli številna usposabljanja na daljavo, številne podporne aktivnosti in vključilo se jih je 21.416 in v posamezne konzultacije z našimi svetovalci, ki delujejo za vse predmete in predmetna področja na celotnem območju Republike Slovenije še dodatnih 5000. Tako lahko ugotavljamo, da smo zajeli skoraj 73% vseh zaposlenih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, kar se nam zdi izredno pomembno za ohranjanje stika pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V tem času smo izdali kar nekaj priporočil in jih seveda uskladili tudi z ravnatelji, nekatera tudi s predstavniki fakultet in pa vsa s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. In sicer že 13. marca smo podali osnovne usmeritve za delo osnovnih in srednjih šol v času izobraževanja na daljavo. V nadaljevanju smo izdali navodila za ravnatelje osnovnih šol in srednjih šol, ki so bila usmerjena zlasti v organizacijo dela in pa v pedagoško vodenje. V mesecu aprilu pa smo pristopili k usmeritvam za preverjanje in ocenjevanje znanja v programih osnovnih šol, gimnazij, nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja v prilagojenih programih v osnovnih šolah, tudi z nižjim izobrazbenim standardom v glasbenih šolah in pa tudi za vzgojni program. Priporočila, ki so sledila, so bila tudi za ranljive populacije, posebej za zagotavljanje pomoči učencem Romom in v nadaljevanju, torej glede na zdravstvene razmere, smo se potem lotili priporočil za postopno odpiranje vrtcev in šol, ker menimo, da je nujno potrebna dobra organizacija in sama priprava. Če morda pogledamo nekaj številk, torej kaj pomeni prva faza odpiranja šol za vse vrtce, vse otroke v vrtcih, teh je nekaj več kot 80 000, tečejo intenzivne priprave za organizacijo dela in odpiranje vrtcev. Prav tako za približno 80 000 šoloobveznih otrok v prvi triadi in čez en teden potem še učencev v 9. razredu, od več kot 180 000 učencev v osnovnih šolah in za približno 15 000 srednješolcev, ki letos zaključujejo svoje izobraževanje od skupaj več kot 70 000 dijakov. Če bi sešteli te številke, torej govorimo o tistih, ki so
posredno in neposredno povezani s šolo, o starših tudi, ki so v času izobraževanja odigrali tudi zelo pomembno vlogo, v času izobraževanja na domu odigrali zelo pomembno vlogo, torej govorimo skoraj o 1 milijonu ljudi. Priporočila za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer gredo zlasti v smeri vsebinske priprave, torej organizacije vzgojno-izobraževalnega dela na način, da otroci v vrtcu v čim krajšem času pridobijo občutek varnosti in zaupanja. Zato se zavedamo, da ponovno odprtje vrtcev pomeni tudi ponovitev uvajalnega obdobja, zlasti za tiste najmanjše. Priporočamo, da se strokovni delavci prilagodijo otrokom, da ne hitijo z izvajanjem programa, četudi ne bodo vsi cilji kurikuluma za vrtce v letošnjem letu realizirani. Priporočamo tudi dejavnosti, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja. Veliko časa naj bo namenjenega za igro v naravi, branju otroške literature, slikanic, pogovorom z otroki, ustvarjalnim igram in izkoristku vseh priložnosti za gibanje otrok.